Katera stvar je tvoja motivacija? Kaj si vedno rečeš, kaj si pa mogoče čist na tleh? Najprej se kakšen dan se vzamem, da se lahko smilam sama sebi. En dan, pa ne več. Okej. Tako službo, ki imamo mi, nima noben na svetu. Lep šport je, vsak dan si zunaj na skakalnici. To si moraš vzeti, pač, da noben to ne more. Tako, kot mi delamo, tudi če ne gre, pridejo tudi boljši časi. To si moraš pač vedno zavedati in pri tem vztrajati, ker veš, zakaj si tam, veš, kaj boš delal. Moraš pogledati tudi na pluse, tudi če si zelo na tleh. Dobrodošli v novi epizodi Ljubno podcasta. Danes z mano slovenska reprezentantka v smučarskih skokih Katra Komar. Živjo, Katra. Živjo. Ne rabi te biti strah, veš, ne grizemo. Upam, da res ne. A te je bilo tako nekako strah, ko si debitirala na Ljubnem? Ja, takrat me je bilo pa res. Spomnim se, da smo imeli še krst. En večer prej ste vi iz japonske punce prinesle ene take smešne kape, mi smo imeli češnje in pa ste nam dali nalogo, da vsakič, ko nekdo reče češnja, da moraš skakati pa se po nogah tleskati, tako da tisti je bilo kar stresno, ampak zabaven. Pa tudi spomnim se, ko smo prišli direkt na prizorišče, največ ljudi, ker ti srce kar neha biti, pa si samo ojoj, to me bojo zdaj vsi videli, tako da malo mi je bilo strah, ja. Kako si se pa počutila na Ljubnem, brez tega, da je bil to tvoj krst oziroma krstni nastop v svetovnem pokalu? Kako se ti je zdelo, da so te sprejeli na Ljubnem? Z odprtimi rokami. Tudi, ko smo že kaj v hotel prišli, so bili zelo vsi prijazni, še vi punce, ki ste bili že čist domače. V bistvu, kakor da bi bili doma, kakor da bi imel eno pokal Argeto. Šele kakor smo prišli kaj na skakalnico, ker si videl, da je vse lepo ugrajen, garderobe, vse tipi topi, vsi prostovoljci te lepo pozdravijo, ti sploh poznaš ne, pa vsi so zelo ljubeznivi, tako da je bilo kar lepo. Kaj pa misliš, da tekma na Ljubnem ima tisto dodatno proti mogoče ostalim prizoriščem? Pa pustimo to, da je to vaša domača tekma. Jaz bi rekla, da kar gledalci. Nikjer, kjerkoli smo, ni takega vzdušja, kakor je na Ljubnem. Pa tudi to, da te pridejo domači pogledat, veš, da te dol čakajo, ne glede na to, a boš dobro skočil ali ne. Vsi navijajo zate, ne glede na rezultat, tako da to je ena res taka prednost Ljubna in tak čar. Pa tudi vsem prostovoljcem, vsi, ki tam delajo, se vidi, da uživajo v tem, da so tam in da so ponosni na nas, tako da smo mi tudi zelo hvaležne, da smo lahko del tega in da nas vsi da imamo tako podporo v glavnem na Ljubnem. Torej ti nikoli nastop na Ljubnem ni v breme? Ne. Razen, tisti prvič, ko sem bila, ja, ampak zdaj, ko pa za nazaj pogledam, mi je pa vedno zelo lepo tam, tudi če nisem bila v najboljši formi, sem se vedno veselila Ljubna. No, nekako smo zasledili v zadnjih intervjujih, da o tej združitvi svetovnega pokala. Kako ti kot tekmovalka gledaš na to in da pa mogoče tekme na Ljubnem ne bi bilo? Ja, to mi ni glih najbolj všeč, ker je tekma na Ljubnem ena mojih najljubših, pa tudi kakšna majhna skakalnica se mi zdi, da za ženske skoke še vedno pride kar v poštev, glede na to, da nas je zdaj sicer večje število, ampak se mi zdi, da je to dobro, da mlajše lahko pridejo zraven in 90, so malo bolj dostopne za vse, tudi kakšne nacije, ki niso toliko razvite kot tiste najboljše. Tako da meni bi bilo smiselno, da se vsaj ene par tekem na manjših skakalnicah ohranijo. Bomo pa videli, kako bo. Upam, da Ljubno čim dalj ostane. Kako pa je bilo, tvoja sestra namreč tudi skače, kako je bilo, ko sta prvič nastopili skupaj na svetovnem pokalu? In to prav na Ljubnem. Ja, spomnim se. Vem, da sem spodaj, jaz sem imela še dosti časa, ker sem imela številko malo bolj zadaj. Vem, da sem spodaj stala, ogrevala sem se še, gledala gor, kdaj bo šla. Tako, malo preusmeriš pozornost. Bila sem pa vesela, da je tudi ona debitirala in
doživela ta občutek na Ljubnem, vse te navijače pa to, tako da. No, letos imajo naše mladinke ravno mladinsko svetovno prvenstvo v datumu tekem na Ljubnem. Tako da verjetno prav s polno kvoto tekmovalk ne boste nastopile, ampak vseeno, kako je tem mladinkam, ko pridejo na tekme, ker nekatere verjetno bodo nastopile, ne? Ja, najprej pride tako malo previdno, se mi zdi, tako ker sem tudi jaz prišla k vam, tako malo previdno, malo strah, malo kira kdaj kaj vpraša, večino, včasih tudi sploh ne upajo nič vprašati. Ampak itak, ko se pa začnemo o tem ogrevati, se mi zdi, da se nekako umirijo, ker imajo svojo rutino, tako da mislim, da pa, ko so tam v momentu, da ni problema, edin, ko čakajo, mogoče malo živčki delajo. Kako si se ti, da se vrnemo malo k tvojim začetkom, sploh odločila za smučarske skoke? Ja, jaz sem prej trenirala smučanje v Bohinju, pol je pa nekako klub propadel, ker nas je bilo premalo tekmovalcev. Kdaj smo se pa tudi združevali z skakalnim klubom v Bohinju in me pa je klubski trener Brane takrat takoj k sebi vzel, pa me peljal, v bistvu sem začela na programu Skoči z nami, z alpskimi smučmi. Okay. Vem, da so imeli tudi zadnjo to tekmo v Mostecu. Bila sem tretja med fanti takrat, tako da mi je bilo to tako, wow, pokal, moj prvi pokal iz skokov. Pa sem pa nekako ostala v klubu, skakalnice smo imeli v Bohinju, tudi takoj tam sem doma zadaj za hišo, tako da sem s kolesom hodila na treninge, rater mi je všeč. Pa se pa to še zdaj nadaljuje. No, pa kasneje v Bohinju nimate srednje šole, da bi lahko nadaljevala tam. Te je pot prav zaradi skokov zanesla na srednjo šolo v Kranj? Ja, je. Večinoma, mislim, večji del tega je bil, da grem na GFP zaradi skokov. Drugače me je bolj zanimala medijska šola v Radovljici. Ampak sem se za to odločila, ker so mi bili skoki takrat prioriteta. Ni mi žal, za kar sem se odločila ali pa karkoli, ampak ja, pač zelo lažje je bilo delati šolo takrat na GFP-ju, vsi profesori se ti prilagajajo, imel si status, tako da drugače zelo dober program za skakalce, ampak mogoče moje zanimanje je pa malo bolj kakšno medijsko stvar, ne pa toliko v gimnazijo ekonomsko, tako da. Ok, pa pustiva ravno to smer, za katero si se potem odločila, ampak ta program na GFP-ju, se ti zdi, da ti je dodal neko dodano vrednost, da si ti lahko v miru trenirala, da je bilo v bistvu cel sistem poskrbljen za vas? Ja, to pa definitivno. Že to, kar smo bili prej, se vsak dan vozili z Bohinja v Kranj, Tržič, je vzel kar nekaj časa. Zdaj, ko sem bila pa v Kranju v dijaškem domu, si šel pa v bistvu lahko da ne v copatih v šolo. Potem smo imeli tudi še kosilo, vse za učiti si imel dovolj časa, tako da pobirali so nas direkt pred vrati trenerji, tako da nam ni bilo nič hudega, tako da z tega vidika je zelo dobro urejen. No, takrat si tudi sodelovala z Zoranom v srednji šoli in potem tudi v reprezentanci. Kako pa doživljaš te menjave trenerjev, kako se na to prilagajaš? Ja, z Zoranom smo bili kar dolgo časa skupaj, celo mojo srednjo šolo in zdaj do lanskega leta v članski reprezentanci. Letos, ko je prišel Jurij, sem kar fejst zanihala, ampak bo v redu, no. Malo se moramo še spoznati, sama moram še ne stvari pogruntati sama pri sebi, tako da se mi zdi, da bo tudi to šlo. No, ampak verjetno na te spremembe se morate kar hitro prilagoditi, ne glede na to, kakšne so. Ja, jaz sem bila letos prepozna, da sem se prilagodila temu. Sem se zelo trudila, probala sem veliko novih različnih stvari. Pač nažalost se mi ni šlo, ampak se trudim, da zdaj pripeljem sredi sezone malo bližje ekipi, ker si želim biti zraven, tako da delamo dalje. Kako se ti pa zdi ta prehod iz mladinske kategorije v člansko? Kako si ga ti doživela? A je to nek ogromen prehod ali gre lepo postopoma? Kako se ti je to zdelo? Pri meni se mi je zdelo, da je bilo kar tako lepo
počas. Najprej smo imeli vse te mladinske alpske pokale, šla sem tudi na IOF v Erzurum, mladinsko svetovno prvenstvo. To se mi zdijo take pomembne tekme, na katerih uživaš in vidiš, kaj je point tega, da ti hodiš po vseh svetovnih pokalih. Pa vem, da sem šla na Ljubno. Na koncu sezone se mi pa zdi, da slihti izbolela za Oberstdorf. Ja. In sem šla takrat jaz na mest tebe in sem tam tudi osvojila svojo prvo točko in to je bil nekako moj vstop v svetovni pokal, se mi zdi, tako da pač lep prehod je bil, ni bilo take krize, da bi se kaj ustrašil ali pa kaj, tako da. Ni potem nek šok, ko greš, ne vem, iz ene mladinske tekme, potem na svetovni pokal, ni da bi pa zdaj bila čisto izgubljena. Malo je na začetku, ker sem prvi tekmovalni vikend, ampak če sam pri sebi veš, kaj moraš delati, za kva si tam, se mi zdi, da ni takega šoka pa to, ker sam moraš se pa zavedati, da so to punce na vrhunskem nivoju, pač da ne moreš, mislim, enim je tudi ratalo, ampak ponavadi, da ti kar prideš pa zmagaš svetovni pokal, to ne gre tako. Najprej mogoče se boriš s tem, da boš sploh v kvalifikacije prišel, to si moraš vzeti v zakup, da se ne sekiraš preveč, ker še vseeno velik ramp nižje hitrosti, tega se malo zavedaš in če si pomirjen s tem, veš, da to tako pač je, se mi zdi, da ni takega hudega prehoda. No, pa da si vsi lažje predstavljajo, o čem dejansko govoriva. V mlajših kategorijah imate kar nekaj kilometrov na uro više hitrosti na zaletu, kot potem na svetovnem pokalu. In to je bistvena razlika, ne? Ja. Če greš višje, je veliko lažje, bolj si sproščen, bolj uživaš, greš bolj na občutke, kaj pa nižja rampa, nižja hitrost, pa vidiš, tok pa še nikoli nisem šel sploh, ojoj, in pol probaš na vso moč udriniti in ponavadi lih takrat in ni dobro. Kako se pa spopadaš s tem, kot si že sama omenila, da letos mogoče rezultatsko nisi čisto tam, kot bi si želela, kako se spopadaš s tem, katera stvar je tvoja motivacija, kaj si vedno rečeš, kaj si pa mogoče čist na tleh, ne veš, kam bi se obrnila, kaj je tisto, kar te motivira? Ja, najprej se kakšen dan se vzamem, da se lahko smilam sama sebi, en dan pa ne več. Okay. Ampak tako službo, ki imamo mi, nima noben na svetu, lep šport je, vsak dan si zunaj na skakalnici, sploh kakšen sončen dan v planici, to si moraš vzeti, pač, da noben to ne more, tako kot mi delamo, tudi če ne gre, pridejo tudi boljši časi, to si moraš pač vedno zavedati in pri tem vztrajati, ker veš, zakaj si tam, veš, kaj boš delal, tako da moraš pogledati tudi na pluse, tudi če si zelo na tleh, tako da. Pa je mogoče trenutno Nika je vrhunska, Nika Prevc seveda, te mogoče potegne za njo, te vidiš jo skozi na treningu, veš, da je ona najboljša, slediš temu potem? Ja, vidim jo, pa samo tole je pa zdaj šlo daleč. Kdaj me tudi kar malo potre, kaj vidiš, da je 10 naletov nižje od tebe, da ga moraš da ne zreš petina dol pogledati, ne. Si tako, koliko imam še dela za narediti, ampak sem pa v isti sapi res vesela, da imamo eno tako, mislim, tudi ima vrhunsko v ekipi, da držijo ta nivo, da vemo, kje smo približeni. Pač skozi nam dajete en gonil, vidiš, one dve sta šle iz tam pa tam toliko metrov, toliko pa toliko mi še manjka. Imamo skozi neko realno primerjavo, se mi zdi, kje smo. Kako, ko ima ekipa slab dan, celotna ekipa, kdo je tisti, kateri reče, zdaj pa dovolj, ne bomo se smilili samim sebi? Ja, prej, ker si bila še ti, si bila to ti. Okay. Zdaj pa v bistvu še nismo imeli slabega dneva, tako da bili vsi za nič. Tako da v bistvu se nam to letos še ni zgodilo, ker je skozi ena vrhunska, pač tako da
Itak gremo po sobah, se malo pomiriš, priješ na večerjo, smo pa že vsi v redu, tako da ni bilo nič kaj tega, da bi rabili. Pa imaš mogoče kakšno stvar, ne vem, si daš slušalke v ušesa in greš teč, ali pa se zapreš v sobo, pa da imaš mir. Kakšen je tvoj, kako se soočaš s temi težkimi trenutki? Ja, velikokrat pokličem poj domov. To mi najbolj pomaga, da se malo venmu zlajam. Okay. Koliko je vse krivo, tako da to, ali pa ponavadi pol zvečer, ko greš pod tuš, ko si sam s sabo, se malo zjokaš, pa spoj dober za spat, jutri je itak nov dan, tako da ne smeš se pa preveč sekirati, ker na koncu še vse je glavno, da smo zdravi, pa da smo lahko sploh zraven, tako da Osrednji cilj sezone je sigurno svetovno prvenstvo v Trondheimu, ampak pred tem imate še tekmo na Ljubnem. A mogoče gledaš na to tekmo, ki sigurno ti bo dala neke dodatne moči, ampak kot neko svetlo točko, da je pred svetovnim prvenstvom? ja, v bistvu ja, ljubno se res veselim, ker vem, da se takrat v bistvu cela ekipa nekako skup sestav, uživamo, se sprostimo in ko ti dobiš en dober rezultat ali pa dobre skoke na eni tekmi, se samo zavest dviguje, tako da se mi zdi, da je to za nas odlično, da je pred Trondheimom. Pričakujemo najboljše rezultate, ne? Ja. Zdaj me pa zanima, nisi ena izmed prvih generacij ženskih skokov, ampak vseeno si zdraven, zdaj že kar nekaj časa v svetovnem pokalu. Kako se ti zdi tebi razvoj ženskih skokov? Ja, ženski skoki so kar konkretno napredovali. Nivo skakanja punc, to je šlo zelo naprej, zelo hitro, tudi se mi zdi letos. Se mi zdi, da je bil ta preskok še večji od lanskega leta. Tako da jaz sem zelo vesela, da je šlo. Zdaj se pač, da ti prideš med top 10, moraš na veliki skakalnici skočiti od 125 do 130 metrov. Ja. Na 90-metrski recimo je bilo lansko leto v Beljaku dost 87 metrov dvakrat za top 10. Letos je bilo pa že kar čez 90 metrov dvakrat za top 10, komaj. Tako da jaz sem zelo vesela, pa še nižja zaletna hitrost, rampe so šle dol, tako da res so zelo napredovali skoki. No, vsako leto tudi dobite dodatne vikende, dodatna prizorišča svetovnega pokala. Se ti zdi, da je to prevelik napor ali da pač sledite ritmu in greste iz tekme v tekmo? Se mi zdi, če si vzameš vsak vikend posebej, z vikenda v vikend, se mi zdi, da je čisto redu, ni pridejo naporni dnevi, ampak se mi ne zdi, da bi to bilo nekaj, kar ne bi mogel sfolgati skozi celo sezono, zato ker si pripravljen, veš, kaj te čaka in tudi, ko imaš ti eno motivacijo, zagon, to gre. Pač še nekaj te adrenalin gor drži, tako da V bistvu ne razmišljaš potem o tem, še 20 tekem me čaka. ja, ne. Mislim, saj jaz osebno grem iz vikenda v vikend. Probam se na vsega posebej pripraviti, kar se le da najboljš. Tako da, takrat, ko pa začneš uživati, ti pa sploh ni problem, ampak se v bistvu veseliš, da greš, naslednji vikend je pa ta skakalnica, to pa zdaj dobro. Tako da, Pa imaš mogoče na tistih skakalnicah, ki so ti ljubše, imaš višje rezultatske cilje? v bistvu, ja, vem, da imam mogoče kakšno prednost na manjših skakalnicah in tam vem, da lahko posežem po višjem rezultatu, če naredim 2 v redu skoka. Ampak naloge pa ostajajo iste, kar moraš narediti na skakalnici, ker če tega ne narediš, ne moreš tudi pol pričakovati višjega rezultata, ampak priprava je vse isto, ampak se pa malo zavedaš, da imaš mogoče malo boljše šanse, da priješ zraven. Ok, tvoja najljubša skakalnica je? Hinzenbach. Ok, tekma, ki se še približuje? Ja, tudi ja. Mi je pa ljubno zdaj tudi prirastel k srcu. Na začetku mi je bila ful grozna skakalnica, ker sem jaz vedno pozna. Ljubno pa, toliko stisne noter v radius, da 3/4 skokov si pozen in poj še enega zadaneš, si dober, greš v podan. No, ne samo, da zelo stisne, ampak ima tudi zelo kratko mizo. Ja, posledično. tudi to.
Torej Hinzenbach. Kaj pa od večjih naprav? Trondheim mi je bila lansko leto zelo všeč, velika skakalnica, zdaj, ko so jo prenovili, lepa. Ja. Še kakšna? Lillehammer, če dobro skačeš, je super. Če si pa v slabi formi, se pa hitro zatakneš gor na puklu. No, ravno to me zanima. A se ti skakalnica potem zameri, če slučajno slabo tam skačeš, ali še vseeno ti je ljuba in tega ne zamenjaš? Je tako. Takrat, ko štamfaš gor na znak, ja, se ti malo zamer, ampak veš, da si že enkrat tam dobro skočil, tako da to moraš imeti v mislih, da znaš skočiti na tej skakalnici in da moraš k temu strmeti. Ne smeš se pustiti, da te ena taka stvar zmele, pa da je pa kar skakalnica kriva. Pač skakalnica nikoli ni kriva, kriv si ponavadi sam, tako da ne smeš se na to ozirati. Kaj pa letalnica? Kar nekaj punc je zdaj že letelo. Kakšni so pa tvoji cilji glede letalnice? Ali pa sanje mogoče? Želim si, da bi šla, to definitivno. Bi pa šla takrat, ko bi bila v dobri formi, ko bi bila res dobro pripravljena. Letos se mi to žal verjetno že malo izmuznilo, ampak strmim k temu, da bi enkrat res šla tudi jaz leteti. A pa strmiš prav k letalnici Vikersund ali bi raj nastopila doma? To doma v Planici je bilo kar hudo, tako da bi šla tudi tle. Mogoče rajš doma. Ok, ampak vemo, da mogoče letalnica v Planici je malo težja. Kako ti gledaš na to, da je pa še ni na koledarju? Upam, da bo čim prej. Ker punce, ki so na vrhunskem nivoju, si zaslužijo, da grejo tudi na to skočiti in jaz sem mnenja, da so sposobne skočiti tudi na velikanki v Planici. Tako da upam, da se čim prej pridružijo. To so pa le naše pobožne želje. Si že gledala punce v živo leteti ali si jih spremljala preko televizijskih ekranov? Žal sem videla samo po TV ekranu. Pa bi si želela tudi ti sama videti punce leteti, glede na to. Ja, seveda, vsi si želimo tudi tebe gledati, ampak da bi jih tudi druge videla v živo. Ja, absolutno. To bi rada videla v živo. Pa upam, da se jim tudi čim prej pridružim, ampak ja, to se mi zdi ena tak zelo velik napredek, preskok za ženske smučarske skoke, ki je bil zelo pomemben mejnik, tako da sem vesela, da one punce, ki so šle prve, da jim je uspelo, da so lepo poskakale, tako da pa še vesela sem, ker je bila Slovenka, ki je imela prvi rekord, tako da. Je Ema kaj komentirala, ko je prišla domov? Ja, vesela je bila ful, vsi smo jo spraševali, ko je, in tako je rekel, da je ful dober, tako da to je bilo pa tudi rekel, da naslednjič smo pa itak še mi zraven, da bomo same videli. Ja, Emi so zelo, mislim, da kar vsi poleti uspeli v teh 2 letih, ko so nastopile. Bi rekla, da je pa to nek napredek, nek korak naprej, da mogoče tudi vsi ostali vidijo, da so punce čisto stabilne, nekih težav na letalnici ni bilo. Ja, se mi zdi, da so jih s tem dokazale, da smo punce sposobne zdržati in te pritiske vse, da se tudi znajdemo v zraku. Tudi naprimer lansko leto Silje je pokazala, da se res da, pa tudi če pade, da je še vsem tle. Da se pobere in greš enkrat. Ja, šla je takoj gor, še enkrat se ga je dol vrgla v poden, tako da mislim, da je bila to ta potrditev, ki se je rabila, da jih ne bo toliko strah. Imaš mogoče kakšno anekdoto, kakšen poseben dogodek iz tekem na Ljubnem? Mogoče lih ta moj debi s temi kapami, ki so me vsi gledali. Drugače pa tudi zelo v spominu mi je ostala ekipna tekma, na kateri sem bila lahko del ekipe, ki smo bile druge. To mi je zelo v spominu ostalo. Pa mogoče tudi lansko leto, ki se mi je za manj kot točko izmuznila 10-terica na Ljubnem. Najbolj taka anekdota, smešna, je bila pa po mojem takrat, ko je Nika Križnar, zdaj Vodan, pozabila dol kajle. Ok.
In jaz skočim, se še obiram, čist počas grem noter v preoblačilnico, pa se usedem, pa še nekaj gledam tako okrog. Zakaj so tle še ne kajle? In potem pogledam, čigav ruzak je zraven in je bil od Nike. Ja. Jaz ko, ojoj, ošit. In grem, vzamem te kajle, kličem Gabra, da ne pove po walkie-talkiju. Jaz sem se samo sedla noter v kombi, gor sem jih nesla, kaj tak pač ne bi znesel, ona je že tam čakala, celo žučna, kaj mogla iti že na kontrola po mojem. Takrat vem, da sem jih gor prinesla, pa je pa še na podijum skočila, tako da to je bilo najbolj taka anekdota. V bistvu si doprinesla k temu podijumu. Ja, malo si ga lastim. Še kakšno, si kdaj ti pozabila štartno številko ali pa kaj takega? Ja, sem jo. Si? Ja, predlansko let v Romuniji, ja. Sem bila pa na sedežnici, ampak na srečo so pol odpovedali tisto serijo, tako da se mi ni model poj. Ker namreč ne smete skočiti z drugo štartno številko kot svojo in avtomatsko ste diskvalificirane. Ja, tisto ne bi bilo dobro tudi. A pa se ti kdaj pred tekmo dogaja, ne vem, zvečer greš spat in pa imaš kakšne take sanje, ne vem. Jaz osebno sem imela, da mi je vedno nekdo ukradel smuče in cel čas sem iskala te smuče, dokler se nisem zbudila. In meni se isto sanjala enkrat, da sem mogla iti gor, pa res sem bila, ne vem, rekla tretja po prvi seriji in sem hotela iti gor in mojih smuč ni bilo. In sem jih iskala in pol sem zamudila in pol me je še Aga dol kregala, zakaj nisem šla gor. To se spomnim, ja. To se mi po mojem ene pol leta nazaj sanjala, ker sem pa kar, zakaj bi to sanjala, da mi je en smuče ukradel. Ampak je res grozno, ne? Ja, izkratko, joj. Kakor vem, sodeluješ tudi s psihologinjo. Kako je iz tega vidika? Kako nasploh je pri ženskih smučarskih skokih poskrbljeno in za psihološko pripravo in mogoče glede prehrane? Že kot otroku, kako vam je to predstavljeno? Ja, lih v tem sklopu, ker sem bila na srednji šoli na GFP-ju, smo imeli tudi psihologa. Najprej smo imeli te skupne ure, ker so bile predstavljene te osnove, kako si organizirati svoj dan, kako usklajevati šolo, kako se zmeniti s profesorji in kako tudi hoditi na treninge zraven. Najprej smo imeli to, pa smo šli pa bolj v te individualne sestanke. Mladinke vem, da smo imeli vsaka svojega. Tam smo se začeli učiti te tehnike sproščanja, mindfulness, kako ustaviti misli negativne in to se mi zdi, da je kar pomemben. Sploh, da znaš svoje čustva prepoznati, jih umiriti, pa da si s tem pomirjen. Zato, ker kdaj pri ženskah se mi zdi, da smo hitro lahko histerične, hitro take intenzivne čustva, tako da se moraš znati pomiriti, zadržati, vedeti, zakaj do tega prišlo, se zbrati, iti gor in še enkrat skočiti, karkoli. Tako da se mi zdi, da je to pri ženskah sploh pomemben, da se znaš kontrolirati. Nič ni narobe s tem, da imaš čustva, vsak jih ima, ampak samo to, da jih znaš ti sam sebe prepoznati, da se znaš sam sebe umiriti, to mislim, da je tista najpomembnejša stvar. Kaj pa glede prehrane, kot sem že omenila? Verjetno ti si imela bolj premalo kil, mogoče kakšni jih imajo preveč, pa s tem, da se ukvarjajo s smučarskimi skoki. Kako vam je bilo to predstavljeno kot otrokom? Ja, imeli smo en skupno predavanje, vem, da smo imeli glede prehrane jedilnikov, te klasične osnove. Se mi pa zdi, da na tem področju lahko malo več dal za mlajše, da bi jim bolj konkretne primere dal za te jedilnike pa to, ker se mi zdi, da je vse tako preveč nasplošno predstavljanje ponad skupaj spejtek, ker si ti star 15-16, si tako, makaroni, kruh, to ni dobro. To so sami ogljikovi hidrati, to ne moreš. Se mi zdi, da bi mogli bolj predstaviti z tega vidika, kaj s čim skombinirati, pa tako, da lahko doma tudi starši ti skuhajo. Ker velikrat je pa tako tak nerealen jedilnik vam prišel, ka pa doma v družini mogoče noben tega ne bi hotel jesti. Mami ti pa tudi na vsem zate kuhala. Tako da ene take stvari se mi zdi, da lahko bilo še ful boljš
da bi dodali malo bolj take realne stvari noter. Je pa tudi, jaz imam srečo, da nikoli nisem imela problemov s tem, tako da ne vem točno, kako je, ker se ti s tem spopadeš, ampak vem, da imajo pa tudi programe, ki sodelujejo z nutricistko. Prideš kaj, stopaš na vago, ki pokaže sestavo telesa in pol na podlagi tega ti sestavnik jedilnik, po mojem. Tako da, ja. Se ti zdi mogoče pomembno, v zadnjih časih zelo veliko športnikov prihaja z zgodbami o bulimiji, o anoreksiji in drugih mogoče psiholoških težavah. Se ti zdi pomembno, da se o tem govori, da se govori, da mogoče mladi športniki vidijo, da se tudi kdo drug s tem spopada, da ni zdaj to tema, ki se pa o njej ne sme govoriti. Ja, jaz vidim tle zelo veliko težo vsega tega mentalnega zdravja in težav s hrano. Se mi zdi, da je prav, zato ker v našem športu je nažalost tega kar veliko. Želim si, da se noben ne bi rabo s tem sploh ubadati, ampak nažalost tako je. In se mi zdi, da ti malo bolj slavni športniki, malo bolj prepoznavni, se mi zdi, da njihov glas doseže veliko tudi mlajših in da mogoče to dojamejo, da mogoče ni vredno iti čist do konca, zlorabiti svoje telo, zato da boš enkrat nekaj dosegel. Pač ker to lahko narediš tudi pri zdravem telesu, če ga imaš. Tako da... Sigurno je. Ja. Pa se pogovarjate zdaj mogoče malo več o tem, ko bolj prihajajo zgodbe ven, kaj se dogaja, kaj se je dogajalo? Ja, znotraj ekipe nelih, se pa tako s prijatelji, ki so tudi bili skakalci. Zdaj malo povežeš 1+1, kaj se je mogoče dogajalo, pa takrat v tistem momentu sploh nisi vedel, ampak ko za nazaj pogledaš, si pa, to pa res ni bilo v redu. Tudi to, recimo, vsakodnevno vaganje. Takrat nam je bilo to čisto normalno, da si prišel vsak teden na trening, si se zvagal, to je bilo pač normalen, ker je bilo to vsak teden. Zdaj, ko pa za nazaj pogledaš, pa ko slišiš malo kakšne zgodbe drugih športnikov, pojdiš, mogoče pa to ni čisto normalen, da se ti 2-krat na dan stehtaš, da je to tudi mogoče že ena oblika motne, tako da zdaj šele spoznavaš, v bistvu, ko sem malo bolj ozaveščala tudi ena punca, gimnastičarka, veliko govori o tem, jo kar spremljam in sem v bistvu iz njenih TikTokov, posnetkov na Instagramu malo povezala te stvari, da se v bistvu tudi v našem športu nažalost to dogaja. Me je pa zelo presenetilo, da je tega tudi veliko v plezanju. To nisem nikoli pomislila. Je logično, ampak nikoli nisem pomislila, tako da se mi res zdi v redu, da se je začelo tega malo bolj govoriti. Pa misliš, da je vse skupaj nekako povezan tudi s psihološko pripravo? Ja, se mi zdi, da je. Zato, ker če si ti prepričan, če bom imel pa zdaj, ne vem, 45 kil, pa bom pa sigurno skočil daleč. Če si v to prepričan, boš samo k temu strmel in se boš stradal, da boš prišel do teh kil, pa ko boš pa prišel do teh kil, pa če slučajno boš začel dobro skakati, zna iti pa to še v hujše. To je začaran krog po mojem, ker enkrat z miselnostjo v to noter padeš, tako da se mi zdi, da je to kar fejst povezan. Pa da se vrneva na malo bolj živahne teme. Koliko tvojih domačih nas bo prišlo oziroma vas bo prišlo spremljati na Ljubno? Ja, cela moja familija siguren. Ati, mami, sestrca, če bo šla na MSP, bo skakala na Ljubljen, tako da ona bo tam tako ali pa drugač. Torej sestrska naveza ponovno? Ja, ampak upam, da bo šla na MSP, tako da pa itak fant pregledati še. Pa par prijateljev gotov. Lansko leto sem imela prvič avtobus navijačev. Ampak upam, da jo letos tudi prišli, ampak se je pa lih pokril z eno veselico v Goričah, tako da upam, da jim rata prideti. No, se bo veselica tudi na Ljubnem, ne? Ja, tako. Sam nadaljevanje. Na Ljubnem tudi zelo lepo skrbijo za stranski program za otroke. Lani mislim, da je prav tvoj fant sprobal mini planico.
Ja, on je skočil tam, ja. Fajn je šel tudi na ploh, vsi so ga videli. Okay. Ja, še njegova mama je zastavo mahala, prej meni mahala, pol je šla pa sam na mini planico, pa še njemu navijali so vsi, tako da ja, je kar zabaven. Mislim, da je za navijače super poskrbljen, imajo dost pijače za jest, fajn se imajo, gledajo, tako da A kdaj opaziš kaj je dodatnega programa? Ali si 100% fokusirana na tekmo? Ponavadi po tekmi skočim jaz malo čez ograjo, pa grem malo pogledat, kaj se dogaja. Lani sem videla to mini planico, pa je bilo kar veliko otrok tam, tako da zelo v redu, tako da tudi otroci lahko direkt sprobajo, mogoče se pa kdo pa še odloči, da bi skakal. Bi imela kakšno posebno povabilo za vse, ki bi prišli navijati zate in za vse ostale v reprezentanci? Ja, lepo vabljeni na Ljubno. Mi punce se že vse veselimo. Veseli bomo vaše podpore. Mi se bomo potrudili, da bomo daleč skakale, pa upam, da boste uživali. Še nekaj te moram omeniti, da ne bom pozabila. Da boste imeli prav posebno gostjo na najverjetneje sobotni tekmi, gospo predsednico, tako da lahko ji pripravite eno štartno številko. Bomo naštivali. Hvala lepa, ker ste naju spremljali in tekma se že zelo, zelo bliža, tako da je zadnji čas, da kupite karte in se vidimo na tekmah.